Ali je mogoče pobegniti iz sveta, ki se razkraja od znotraj? Pripravite se na pustolovščino, ki vas bo vodila skozi tesnobne gozdove in srhljive šole, na poti do zloveščega signalnega stolpa. Little Nightmares 2 je platformna grozljivka, za katero potrebujete hitre prste, mirno kri in razmigane možgane. Lastnosti, ki jih jaz žal nimam. Zato ni nič presenetljivega, da je bila moja prva izkušnja z igro prava nočna mora, ki se je tekom igre kot talec pri ugrabitelju spremenila v nezdravo ljubezen. V glavni vlogi nadaljevanja igre Little Nightmares ni več pogumna Six, temveč uporniški Mono, ki se s pomočjo deklice v rumenem plašču skuša prebiti do izvora živečih mor. Zgodba nam predstavlja grozovite posledice življenja, polnega motečih dejavnikov in skrivanja pred bolečo resnico našega obstoja. Alianse v sporočilu se hitro izgubijo, če, tako kot jaz, med igranjem uspete sprocesirati le lutke je enako slabo. Sporočilnost in simbolizem sta temeljna gradnika serije, ki se kažeta predvsem v estetiki nasprotnikov in okolja, kot tudi v dizajnu dveh glavnih junakov, ki opozarjate na sprevrženost sveta. Vizualna podoba izvirne Little Nightmares igre je bila nekoliko bolj stilizirana in je močno spominjala na risano animacijo. Ta je v igralcu ustvarila nelagodje, zaradi kontrasta med videzom podobnim risanki in njeno groteskno vsebino. Ravno to neskladje je nosilo sporočilo zgodbe. Six ne spada v svet nočnih mor. Nasprotno se razlika med osrednjima likoma in okoljem v drugem delu serije izgubi v gori detajlov. Razvijalci so v novi igri namreč dali veliko grafičnih elementov in podrobnosti, ki dajejo občutek prenasičenosti in tudi barvno ne izstopajo dovolj, da bi v nas ustvarili vizualno napetost. Najbolj ikoničen simbol prvega dela, Six in rumen plašč, se pojavi šele na koncu drugega poglavja. Priložnosti, da si ga ogledamo, pa ni veliko, saj je Six tekom igre le občasno prisotna. Grafične spremembe niso vse, kar je drugačnega v nadaljevanju tega platformerja. Glavni junak Mora je deček, ki svoj obraz skriva pod papirnato vrečko. Med igranjem pa lahko zanj poiščemo tudi druga pokrivala. Ta se skupaj z delci Monove preteklosti, ali morda prihodnosti, skrivajo po novih lokacijah v Little Nightmares svetu, ki so veliko bolj razširjene in kompleksne v primerjavi s tistimi iz prvega dela. Tudi odnos med novim likom Monom in prejšnjo junakinjo Six ni popolnoma pojasnjen, a na videz se zdi prijateljski. Six sedaj ne nastopa več v glavni vlogi, temveč le kot spremljevalka, s katero upravlja igra. Med raziskovanjem ti pomaga z namigi, kako rešiti uganke ali doseči težje dostopne platforme. Little Nightmares 2 vpeljuje tudi nekaj skromnih mehanik bojevanja. Če se je Six izogibala konfliktom, tako da se je potikala okoli po ladji in bežala pred nevarnostjo, zna Mora nasprotnikom pokazati tudi zobe. Ali v tem primeru palice, sekire, cevi in celo zajemalke. Mona lahko sicer vihti nekatere predmete odraslega sveta, a so ti zanj preveliki in precej okorni. Igralci pa lahko hitro obsodijo na smrt, če ne zamahnejo v pravem trenutku ali dovolj blizu nasprotnika. Dobra atmosfera je za grozljivke alfa in omega. Brez prave atmosfere se igralci ne morejo vživeti v dogajanje, iluzijo, ki jo pričara zgodba, pa ti hitro razblinijo grafične napake ali težavnost določenih sekvenc. Osebno ne vem, ali me je bolj motilo nerodno bojevanje, skakanje na platforme v 2,5 dimenzijah ali morda tista ena uganka, ki zahteva, da v gumb vržeš specifično določen predmet, čeprav je soba polna druge šare, ki ravno tako dobro leti po zraku. Iz strahu me je v gorečo jezo kar na hitro pognalo nepotrebno umiranje, za katerega, priznam, sem bila največkrat kriva sama. Najhujši del konstantnega umiranja je ponovno oživljanje. Mona ima poleg izjemno počasnih bojnih animacij tudi izjemno počasno animacijo vstajanja od mrtvih, ki lahko, če tečeš 15-tič po istem hodniku, postane izjemno nadležna. A zdravilo proti tiltanju se skriva v igri sami. To je audio. Poleg nepozabne glasbe, ki jo je sestavil Tobias Lilja, igra veliko vlogo pri ustvarjanju atmosfere in reševanju ugank tudi zvok. Nasprotnike namreč pogosto najprej slišimo, preden jih sploh vidimo. Še več, določene uganke je mogoče rešiti samo tako, da pozorno prisluhnemo. Zdaj, ko s svežim pogledom in bistrimi mislimi razmišljam o igri, se mi poraja nekaj vprašanj. Konkretno me bega odločitev razvijalcev, da Six postane stranski lik, ki ga ne moremo upravljati. V uvodnem poglavju nas igra nauči dvoje, kako prijeti Six za roko in kako jo poklicati, da nam pomaga.
Obe mehaniki se zdita smiselni za povprečnega NPC pajdaša, a je, kakor že omenjeno, umetna inteligenca, ki jo igra uporablja za Six, precej samostojna. Odgovor, zakaj so razvijalci dodali te mehanike, odkrijemo šele na koncu igre, ko dočakamo pričakovani preobrat v zgodbi. Kljub temu se mi zdi, da je AI spremljevalec kot tudi zbiranje monovih čepic, slabo izkoriščen ali celo nepotreben element, ki ne doprinese veliko k zgodbi. Če imate radi mehanske in umske izzive, občudujete groteskno estetiko, uživate v napetosti in vas ni strah Doctor Who ihtečih angelov, je Little Nightmares 2 dobra izbira za vas. Vsebi združuje vse najbolj priljubljene elemente prvega dela in jih podvoji. 2 junaka, večje lokacije in 2 dodatni uri igranja. Vprašanje je le, če je več res tudi bolje.